Hvaležnost. Naš odlični profesor vzgojoslovja Walter Dermota je leta 1967 napisal drobno knjižico Krizantema hvaležnosti. V predgovoru pravi, da je zbiral snov zanjo po raznih knjižnicah, tudi velikih v tujini, in ugotovil, da v hvaležnosti ni niti ene knjige ali obširne razprave. Je mar to tako nepomembna človeška čednost? Nikakor. Verjetno malo katera tako blagodejno vpliva na medčloveške odnose, kakor hvaležnost. In komaj da bi znal omeniti kako dejavnost, ki bi človeku tako plemenitila lastno duhovno podobo, kakor jo hvaležnost. Ni pa hvaležnost bučna, preširna ali celo vsiljiva lastnost. Podobna je krizantemi, ki jo Dermota omenja kot njen simbol med cvetlicami. Vrtnice ljubezni so drugače izzivalne. Krizanteme pa v svetu zadnje v pozni jeseni, da na gredicah rečejo hvala bogati letini, nato pa se preselijo na grobove, kjer se z živečimi svojci v tihoti zahvaljujejo za bogato življenje pokojnih. In trpežne so. Ko vse druge rože že osmodi prva slana, krizanteme še cveto. Res, velika podobnost med krizantemo in hvaležnostjo. Hvaležnost je plemenita zahvala za osebni dar ali za osebno žrtev. Slovenski rek pravi, hvaležnost dobroto razveseli. Dobrota se ne plačuje, brez hvaležnosti zanjo pa pri obdarovancu nima pravega učinka, darovalca pa bolj ali manj rani. Hvaležnost je gnojilo za rast dobrote in velikodušnosti. Hvaležnost, ki jo človek izraža v osebni zahvali, izhaja iz najgloblje duhovne drže, ko človek doživlja dejstvo, da je v temelju podarjeno in obdarovano bitje. Da obstaja vsa resničnost in v njej on sam je čisti dar. Največja osebna dobrina, ki jo kdo premore, to je življenje in z njim vse prirojene zmožnosti, so čisti dar. Temeljni odgovor človekove zavesti na vsa ta čudovita dejstva je globoka hvaležnost. Če človek vidi in dojema vrednote v resničnosti, je nemogoče, da jih ne bi bil vesel in da bi ga ne obdajal hvaležen občutek, da je vsa resničnost vredna. To držo globokega doživljanja človekove obdarovanosti in s tem varnosti so v zgodovini človeštva gojile vire. Judovsko in krščansko svetopismo na primer kar naprej govori o velikih in čudovitih božjih delih in o tem, kako jih človek slavi v svojem srcu in javno. Brez hvaležnosti ni mogoče verovati. Brez doživljanja hvaležnosti ni nikakršne duhovnosti. Hvaležnost brsti iz debla stvarnega doživljanja samega sebe, soljudi in celotne resničnosti, to iz ponižnosti, prizemljenosti. Kaže se v pozorni in tihi zahvali. Tako kakor zahvala deluje zdravilno in krepilno na medčloveške odnose, zdravi in krepi hvaležnost samo srce človeškega duha. Nasprotje hvaležnosti je brezsrčnost, to je najhujša oblika sebičnosti, zaverovanosti vase, samozadostnosti. Znani sodobni družinski psihoterapevt in mislec Horst Eberhard Richter je to globoko in množično patologijo našega časa poimenoval božanski kompleks, Gottes kompleks. Kot človek samega sebe
druge ljudi in svet doživlja in se vede tako, kakor da bi bil Bog. Sedanji rod, ki v primerjavi s prejšnjimi živi v obilju, v oklepu lastne samozadostnosti hitro izgubi čut za hvaležnost. Ljudem postane vse samoumevno, da obstajajo, da imajo vse za udobno življenje, kakor nekoč kraljem in cesarjem so jim samoumevna vsa darila, ki jih prejmejo. Taka drža se kaže kot usodna v trenutkih lastne stiske zaradi bolezni, pomanjkanja, nesreče ali česa drugega. V pomilovanju samega sebe in v iskanju krivcev v okolici tak človek omahne v popolno nemoč. Kljubovalna moč njegovega duha je zakrnela in ujeta v oklepu pozornosti na samega sebe. Nasveti. Največjo hvaležnost dolgujemo staršem za življenje. Dokler so še živi, jim jo ob posebnih priložnostih tudi pokažimo, do umrlih pa jo izrazimo z lepim govorjenjem in obiskovanjem groba. Tudi v primerih, ko so starši res zelo slabi ali človeško propadli, na primer zapiti, popolnoma ravnodušni do otrok, kriminalci in podobno, ni naše življenje nič manj vredno. Bodite za svoje življenje iskreno hvaležni tudi takim staršem in kažite jim to na primeren način. Zanje bo to morda rešilna bilka v življenju, vam pa bo omogočilo sproščeno presegati tragiko, ki vas stare zaradi njih. Najlepša priložnost za hvaležnost najbližjim so njihovi osebni prazniki, godovi, rojstni dnevi, obletnice poroke in podobno. Pred takim praznikom si vzemimo nekaj minut časa za premislek, kaj vse je slavljenec naredil zame. Pred našimi duhovnimi očmi se bo zvrstilo kuhanje, pranje, likanje, pospravljanje in 100 drugih tihih dejanj in prijaznih besed, ki naše vsakdanje življenje sploh omogočajo. Uživite se v vse gibe, ki so jih naredili drugi, da je pred vami na mizi dobro kosilo. V taki meditaciji se človek notranje pripravi na voščila, zahvalo in glasno priznanje za njihov trud. Posebej je priporočljiva možem pred prazniki njihove žene in odraslim otrokom pred prazniki staršev. Podobno kakor za starše in najbližje velja o hvaležnosti do tistih, ki so skrbeli za nas ali se žrtvovali, da smo danes to, kar smo. Kako in kdaj ste izrazili hvaležnost svojim učiteljem, prijateljem, dobrotnikom in podobnim ljudem? Zahvalo ob prazničnih priložnostih lahko prijetno ozaljša šopek cvetja. Za osebno pozornost, dar ali žrtev mora biti tudi zahvala vedno osebna. Dajte pečat svoje osebnosti in izrazite jo primerno osebnosti tistega, ki se mu zahvaljujete. Ogibljite se bežnih zahval po telefonu, raje se zahvalite z lepim pismom. Vaša zahvala naj ne bo ravnodušna in formalna, tudi svoj vsakdanji, povsem rutinski hvala lepa, izrekajte iz malo globlje
plasti svoje osebnosti, kakor je konec jezika. Kako lepo ozračje naredi drobna in prisrčna zahvala za vsakdanje malenkosti neznancem, šoferju avtobusa, prodajalke v trgovini, uradnici po telefonu, sodelavcu. Pri drobnih vsakdanjih pozornostih lahko izrazimo hvaležnost tudi zgolj s hvaležnim nasmehom. Namesto z besedo je včasih primernejša zahvala z dejanjem. To pride v poštev, kadar ne vemo, komu bi se osebno zahvalili. Na primer, za kri neznanca, ki nam je ob nesreči rešila življenje, se zahvalimo lahko z lastnim prostovoljnim krvodajalstvom. Pri velikih darovih pa je zahvala z dejanji primeren dodatek zahvali z besedami. Če kakorkoli verujete v Boga, je vsako čustvo hvaležnosti, vsaka misel in beseda zahvale, ki mu jih namenite, najlepša med vsemi mogočimi oblikami molitve. Zahvalno nedeljo jeseni praznujte ne le kot župnijski, temveč tudi kot družinski praznik. Pomislite, zakaj vse ste iz srca hvaležni. Če se vam misel začne ustavljati, preden naštejete 30 takih stvari, je vaše duhovno zdravje resno ogroženo. Začnite se za daljše obdobje resno vaditi v hvaležnosti, na primer s takimi in podobnimi vajami. Prva, ko se prebudite in odprete oči, pomislite, koliko ljudi se to jutro ni več prebudilo, koliko jih je slepih in slabovidnih. Celotna vaja za lep in hvaležen začetek dneva je opisana v domačem zdravilu jutranje prebujanje. Druga, čez dan je pred vsakim hranjenjem naslednja priložnost za dobro navado rednega doživljanja hvaležnosti. Tretja, zadnji trenutki pred spanjem so kakor nalašč za trezen obračun z dnevom in hvaležno slovo od njega. Zaspite s hvaležnim odgovorom na vprašanje, kaj je danes kdo naredil, da mi je bilo življenje lepše in lažje. Četrta, nekaj nedelj zapored si vzemite pol ure časa in napišite na list po 5 ljudi, ki so pretekli teden naredili največ za vas, in po 5 najbolj dragocenih situacij, ko ste doživeli nekaj lepega, uspeli, se nekaj naučili. Ob vsake od teh 10 točk se za trenutek ustavite, recite v svojem srcu hvala, za konec te duhovne vaje pa napišete stavek, ki vam tedaj pride iz srca. Peta, premislite, koliko neznanih ljudi je vse sodelovalo v celotni verigi priprave, izdelave, prevoza in prodaje pri stvareh, ki jih prav zdaj le uporabljate. Obleke in obutve, hrane, stanovanja, avtomobila. Prepustite se hvaležnemu čustvu in spoštljivi naklonjenosti do vseh teh ljudi. Tako boste v hvaležnosti objeli del sveta, v vas samih pa boste blagodejno rasli plemenitost in človekoljubje. Šesta, ko srečate človeka, ki vam vzbudi nejevoljo, zoprnost ali odpor, pa morate biti z njim v stiku, se zazrite vanj, poglejte ga v oči z mislijo, zakaj vse je dobro, da ta človek živi. Skušajte si v srcu obuditi hvaležnost, da živi in je nekomu zelo potreben. 8.
Živčno napetost zaradi vse večje sredobežne sile v hitrem obračanju življenja lahko zdravite sami s hvaležnostjo. 6 tednov recite vsakomur, ki vam bo naredil kako uslugo, najlepša hvala iz jedra svoje biti in se mu skušajte pri tem prijazno nasmehniti. Vsaka taka zahvala bo kakor nova napira pri kolesu, ki veže obod z osjo v celoto, da se pri vrtenju ne razleti. Vam je po 6 tednih izginila živčnost in se je naselil v vas mir, če ste seveda vajo dobro upravljali. In 9. Še vaja za globoko doživljanje hvaležnosti za samoumevna vsakdanja dejstva življenja, kakor so topla obleka in obutev, stanovanje, hrana, izobrazba, služba, telefon in 1000 drugih civilizacijskih dosežkov, za mir v deželi, da se vam ni pripetila kako huda nesreča ali pa da ste se po njej spet pobrali. Pomislite, kako bi bilo z vašim udobjem, če bi se bili rodili 100 let prej, če bi živeli v deželi revščine, vojne, če bi se bili včeraj nevarno ponesrečili. Če vas ob prvi taki vaji ne bo navdalo doživetje veselja in hvaležnosti, jo kar vztrajno ponavljajte vsaj enkrat na teden in po enem letu bo zasušena blatna skorja vaše duše najbrž že kar razmočena. Iz knjige Jože Ramovš 100 domačih zdravil za dušo in telo, 2. del, stran 40 do 45.